Odnosi so zakon. Dober dan in lepo dobrodošli v našem studiu tule v Krškem, čeprav virtualno. Tukaj pa v resnici danes gostim dva možakarja, s katerima bomo spregovorili o Exodusu 90. O naši izkušnji najprej, o tem, kako smo mi doživeli ta program za formacijo moških in o tem, kako ga lahko doživite tudi vi, kaj to konkretno je in kakšni so koraki, da pridete do tja, da se vključite v ta program. Da pa ne bi mi govorili v prazno in sami sebi in samo med seboj, se obrnimo tudi na našega nebeškega očeta in ga povabimo v ta pogovor, ga povabimo v vse trenutke, ko bodo naši gledalci, poslušalci tole gledali in poslušali. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Vsemogočni Gospod Bog, hvala ti, ker si ti naš oče, ker nas ljubiš, ker si nas ustvaril, ker si nas postavil v točno ta kraj, točno ta čas in točno ta prostor, v te okoliščine, v katerih danes živimo. Hvala, ker nas v teh okoliščinah izzivaš, da smo možje in da postanemo vedno bolj možje po tvoji podobi, po podobi tvojega Sina Jezusa Kristusa, ki je naš Gospod. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Tako, jaz danes med nami pozdravljam Karla Gašperiča iz okolice Vinice. Živijo. Karlo, živijo. In pa Boštjana Čerina iz Ljubljane, ki je tudi zdaj uradni predstavnik Exodusa 90 v Sloveniji. Živijo, Boštjan. Hvala za vabilo. Ja, z veseljem. Pa predno se začnemo mi pogovarjati o tem, kaj je Exodus 90. Jaz sem prepričan, da marsikdo v nekaterih obrisih stvari že pozna, da je slišal za famozne mrzle tuše in tako naprej. Bomo kaj več o tem konkretno povedali kasneje. Zdajle bi pa morda čisto za začetek šli kar direkt v vajini zgodbi, v to, kje vaju je na vajinih življenjskih poteh srečal Exodus, kako sta v resnici prišla do tega, kako jo je Bog vodil do tega, da sta prišla v Exodus. Morda kar s Karlom začnemo. Karlo, ti povej, kako čutiš recimo, da te je ta pot peljala? Pa ni treba zdaj samo neposredno, tisti ta prvi korak, ko si se že odločil, ampak kakšna je predzgodba, ne? V filmskem svetu vemo, da je zelo popularen ta žanr teh prequel, ne? Se pravi, naredijo eno serijo filmov, pa rečejo, ampak predzgodba je pa tole, ne? Evo, kakšna je predzgodba Karlotovega Exodusa 90? Ja. Predzgodba je v bistvu vzrok mora biti, je bil pri meni, da sem bil ranjen sam s sabo in v bistvu sem imel neke odvisnosti že iz mladosti, ki si jih nisem mogel nikakor losati. Na sto in en način jaz se imam zmeraj za odločnega, pogumnega in vse zmožnega za narediti, doma imam tako vlogo. Ne. In tudi si tak ta prav dec, ne? Recimo, vse sam doma naredim, kar se da, ne. Vse od mene odvisno z tehničnih plati, ne, govorimo, ne. Tukaj sem bil pa dejansko vedno znova šibek, ne. In sem si postavljal, zanimive in nezanimive vzroke in v bistvu neke iztočnice, zaradi teh svojih hip, ne, da bi se jih odpravil, sem si dal recimo, hčerka je imela slabo zdravje, ne, in sem rekel, zdaj, če bom jaz se zadržal v svojih slabostih, se bo ona pozdravila in nisem zdržal. Ne. Se pravi, si zadajal sam sebi izzive, si se hotel tega losati. Tako. In nikakor nisem bil dovolj pogumen, v bistvu hudobni duh me zmeraj premamil, dokler se nisem nekega dne po eni pridigi našega župnika Antona Gnidovca, ki je zelo, za laično duhovnost zelo blizu, ne. Preprosto pove pridigo na evangelij. In sem nekega dne je rekel, da se bo vsak zveličal po svojih navadnih stvareh. Ne. Gospodinja se bo zveličala za šporhetom. Ne. In da vsak greh se mora odpustiti sam sebi najprej, potem greš lahko naprej. Ne. Bog ti ga itak odpusti, že preden se zgodi, recimo. Ne.
In to mi je dalo misliti in potem sem dejansko rabil sicer nekaj časa, da sem sam sebi ta dejanja odpuščal. Ne? In na nek način sem ratal svoboden znotraj greha. Ne? Se pravi, dejanje se je še izvajalo, ampak ti nisi bil sem bil pa že tako, v bistvu, in to je bil prvi znak, da sem začutil, da se bo lahko zgodila sprememba, ampak sam nisi zmožen. Mislim, jaz nisem bil zmožen sam, ne, brez Gospoda. Sem bil sicer takrat aroganten do cerkve. Cerkev je zame inštitucija, ki zbira denar, mislim, strankarska zadeva. To vse se je limalo na te moje hibe. Ne. Ta pogled črn. Ampak moram reči, da tudi naš duhovnik, župnik v Farni, Tone Gnidovec, je preko njegovih pogovorov sem tudi malo zrastel, ne. In potem je napočil trenutek, ko je moja žena Katarina že nekajkrat izrazila željo, da bi šli v Veržej na srečanje družin preko Diža. Pa jaz sem bil v taki situaciji, da sem to se odbijal. Ne? Ampak potem, ko sem pa to doživel, bi rekel, ta nek že korak milosti, bi rekel temu, sem sprejel in smo šli na pač te družin. Tako, v Veržej, ja. In sicer prvič, ko smo bila tam, midva smo lahko pes pa mačka, ne? Ker to je bilo zame trenje. V moji duši se je dogajalo nekaj in to je bilo, kot da me je hudobni duh vlekel na svojo stran, tam pa že doživljaš lepe trenutke in potem v bistvu pol preko najnega odnosa se to, bi rekel, odigrava, mislim, ja, trenja pa je tako, ne vem, kako bi točno povedal. Ne? Dobro se povedal. No in potem sem rekel, to je brez veze, ne, zame, ne, ko sem prišel nazaj. Ne. Čeprav sem se tam počutil odlično, idealno, mislim, res doma, poveš si stvari, ko smo spustili globoko v branje Svetega pisma, kaj te je se dotaknilo. Pri meni je vrelo čustva, jok, spoved sem tam obavil po dolgem času, ne, pri Petru Pučniku. Ne. Mislim, vidiš, da te nekaj vleče, ne, v bistvu se pa nekaj se pa vperje. Ne, mislim, iz obupa se že v bistvu brani, da te zgublja. Da te zgublja, tako, ne. No, potem je drugo leto bilo, vmes rasteš spet, ne, nekaj si doživel. Kako to, ja, v bistvu je ta vmesna rast bila vzrok, da ste sploh drugo leto še enkrat šla, ne? Tako, ja. Mislim, da sem šel še rajši ali pa da sem šel z večjim blagoslovom. No. Ok, ne? Super. Ne. Pač jaz sem zmeraj naravnan, da če je kaj za pomagati, dobro, ne. Ampak podzavest, če zmeraj nekaj, ne, če te kdo drži, te zmeraj vleče v drugo smer. Pa ne, da ne bi hotel iti tam, ampak si siten, si slabe volje, vsaka stvar te moti, si preveč, bi rekel, imaš ozke kriterije, tolerance imaš majhne. In preko tega te če zrušiti to, da bi ratalo. Ne. Ja, ja. No in potem drugič bil je Veržej, moram reči, spet čudoviti trenutki. No in potem tam smo se srečali z odmikom za moške. Ne? Ti si predstavil, vidite, to je samo moški, ne? Jaz sem tak, dec, da fizika, to mora biti bolj naporno, je boljše. Hladen tuš, ja, dobro, nisem probal, ampak... Tam je bilo, po mojem, tam sem jaz predstavil Exodus 90, ti si pa vmes, a si že vmes bil na odmiku? Kako je bilo to? Ne, kako je bilo? Mislim, da si najprej šel na odmik, pa si pa prišel do Exodusa. Ja, no, malo sem pomešal. Ampak nič hudega, v bistvu koraki so bili, neke stopničke. Tekom pogovora boš spoznal, da imam malo slabši spomin. Ne, v redu. Ne, ker se spomnim te tvoje zgodbe v tem smislu, da je bila prav stopnjevanje. Tako, ja. A veš to, odmik za moške, mimo grede deci, ne? Drugo leto, junija, se gre spet na odmik za moške in tokrat prav Aleš Čirin skrbi za to, da in drugi, ki bodo vodili to, ne? Se pravi Aleš Maroko nekako nad tem pa organizira, je pa štirje taki odmiki bojo. Ja. Ne? In to je noro. Ne? In zdaj dejansko vabim deci, evo, prijavnica je na spletni strani, se lahko prijavite, pa začnete v bistvu trenirati. Kak je že prej dobiš že malo maile, ne? Daj začni trenirati. Ja, ampak ti si bil fizično zelo, bi rekel tak, močen moški. Ja, meni
v bistvu tako, jaz napor obožujem. Ne. No, aha. Bolečina je moj prijatelj. Aha, ok. Jaz doma vse, kar se da narediti v 5 urah in imaš čas za 5 ur dela in ni problem, jaz naredim v 1 uri. Zmantran, suzen, prešvican in to je moj trening. To je moj trening. Ne. Super. In tega pač, to je moj stil. Ne. In te je to res pretegnilo. tako prijatelji so mi nehali pomagati, ker so rekli, to je prehitro. Ti si norc. Ampak dobro. No in ta odmik za moške, v bistvu so se ga malo bal, ne? Ker ne veš, zdaj Aleš je to predstavil, res Ruzak, 80%, uno tretje, sicer takrat Aleš ni vodil, je Marjan vodil, ker je Aleš zbolel, takrat mislim, je bil že pozdravljen na pol, ne? Mislim. In moram reči, da smo bili ekipa, ki smo se takoj ujeli. Na avtobusni postaji smo se srečali in smo se, na vlaku, mislim, na železniški postaji v Ljubljani in to je bila harmonija, v pol ure smo bili že mi prijatelji. Ne? In res moram reči, da doživetje je bilo enkratno. Napor, Luka, odlična kateheza. Luka Modic, mislim, fenomenalno, res. In te spovedi med potjo v naravi, ta odprtost, tako da me je prignala še bliže temu. Ja, tako. Ne? Ja. Čeprav tam sem si že obljubil, da bom se rešil tega, ampak ni šlo. Ne? Ker to je bila v bistvu nek zgonski veter, bi rekel, za dušo prijetna stvar, ampak očitno se še nisem dovolj odločil. Pa mogoče je premalo časa trajalo, ker to je 5 dni fizičnega napora. To je v bistvu neka meditacija za moškega, da se najde, da je lojalen eni skupini, podrejen. Ne? Odlična priprava. Mislim, tako, priprava na neko trajno delo. Tako. Se mi zdi, da človek res, tako se mi zdi, ti odlično opisuješ enega tazga možakarja, ki je možakar. Ampak obenem pa ve, da so stvari, ki bi jih moral razpucati, ampak je v resnici malo pozabil na to ali pa je to potlačil tako globoko, da si sploh ne upa tega priznati, se mi zdi. In tukaj se mi zdi, da je večina današnjih moških. Danes zjutraj mi je žena rekla, a si ti kdaj videl v trgovini v Lidlu, ko prideš, pa ti nisi bil tak, ali pa recimo tako, ampak rekla, si videl, ko prideš v trgovino, pa pridete dec pa baba skupaj v trgovino. Je rekla, to je katastrofa, možakarji so popolnoma pasivni, sploh ni, ko robot hodi zraven, uboga vsako besedo in to je to. In je pozabil na svojo moško dušo, ne? In ti praviš, tudi ti si bil z tega vidika, nisi bil tak, ampak obenem neke stvari so pa bile, ki si jih pozabil ali pa nisi niti več verjel, da jih lahko prečistiš kdaj ali pa se jih znebiš in tako naprej. Ja, jaz sem že nad tem obupom. Ne? Ja, to se je vleklo toliko časa, da dejansko več ne veš, kam sem bil obrnil. Ne? In pač tudi v naši južnem delu Slovenije nekih tudi možnih iztočnic ni veliko, da bi zajadral na globoko. Ne? So, recimo, ta duhovnik je ogromno pripomoril naš, moram priznati, ampak to so, ko si že enkrat na poti pri pomočkih, da te stimulirajo še hitreje. No in potem se pač bi drugi vrže in tam si bilo predstavljeno, da pridemo na to, kar smo se prej pogovarjali, Exodus. Žene so šle v eno skupino, mi smo postali s tabo v skupini, in si upamo. Potem smo se mi možakarji med sabo povedali, kaj pa je to, vse to ni. To sem rekel, kaj pa vem, to je 3 mesece. To ni, v bistvu, ko sem to slišal, ko smo šli skozi program, ko si predstavil, moram reči, da nisem si mislil, da bo tudi duhovni del tako bogat. In da bo razlaga Svetega pisma res, bi rekel, ko bi vsak dan en list odprl in vidiš, da greš, svet se ti odpira, vidiš, kje si, točno se najdeš, tu je slabo, tu sem dober. In res tak, bi rekel, globok
čist počasi te pripelje do bistva tvojega. Ne? In se mi ta svetopisanska razlaga, ki je vnotri zelo, zelo, bi rekel, meni je bila pisana na kožo. No? Wow. Ne? Fajn. Moram reči, da sem jo prav požiral. No? Pa sem dostakrat bral tiste Exodus, nisem... Drugo Mojzesovo kot tako, ne? Ampak na čist drugi način tak doživeti sem jo slišal. Ne? Je pa res, da pogoj je, da se odločiš za to. Ne? Ja. Super. Super. Ostajamo zdaj tukaj, glede tvoje zgodbe, pa se preselimo k Boštjanu. Kakšna je bila pa tvoja zgodba, Boštjan? Kako si ti prišel zraven k Exodusu? Ja, mene je gospod tudi zelo konkretno poklical. Takrat še dekle, s Tinkaro sva praznovala novo leto in sva gledala film Braveheart. Okay. Verjetno ga poznamo, za svobodo Škotske. In po tem filmu me vpraša, zakaj se pa ti boriš, a si svoboden ali ne? In tako pismo. Ne, nisem svoboden, jaz se trenutno za nič ne borim. In sem bil pred tem, kaj se s tem narediti. Prideva domov, to vprašanje kar še naprej gloda. Kaj je tvoja svoboda, zakaj se boš ti boril? A se boš boril za svobodo ali se boš prepustil temu svetu? In teden, dva po novem letu, pa seveda promocija Exodus 90 in prvi prizor Freedom! Iz tega filma. In meni klikne, to je to. Možno je, pot je do svobode. Pejt, vzem to priložnost. In sem šel, sem zbral Exodus. Sem rekel, ne moreš iti sam, najdeti moram brate, sem poklical oziroma poslal maile, sem rekel, pošljem kar vsem možem oziroma fantom, ki jih poznam. In smo se nabrali tako, kakor ponavadi zelo pogosto v zadnjem dnevu. Jutri se začne, kaj treba, prebereš. Ampak smo šli potem zelo resno na tole pot. Smo šli mi to isto leto? Si šel ti isto leto? To je bilo prvi, ne? Takrat smo šli prvič noter v 2019, ne? Tako je, januarja. Ja, in ko sem gledal za nazaj, je res Bog deloval prek tega. Začetek študijskega leta sem jaz gospoda prosil, daj mi prosim ene moške, ene fante, eno skupino, kjer bom imel prijatelj neke močne vezi. In v srednji šoli sem začel hoditi v šolo, prijatelji, prvi letnik, fantje padejo, nas gre malo naprej. Naslednji let novi fantje, oziroma kot ekipa, kot prijatelji. Kot prijatelji v razredu. Že spet drugi letnik isto in smo ostali 4 fantje. To pa ni cel razred punc, 4 fantje. Kako se bom jaz formiral v pravega moškega. In isto na faksu. Kolegi, prijatelji, ful dobro, prvi letnik smo se res povezali. Sem pismo, že spet. Zelo malo nas je šlo naprej. In tisto leto sem pa gospoda res prosil, jaz si želim ene fante, s katerimi bi imel res dobre prijateljske vezi. In zdaj ta bratovščina je res en blagoslov Boga, ki mi ga je poslal na pot. Še vedno smo skupaj, še vedno delamo po tem programu. Ste šli tudi vi naprej. Narastemo. A veš, da je zanimivo, da sem tudi jaz imel to isto prošnjo, molitev v resnici. Jaz sem bil tudi skozi osnovno šolo sploh, pa v srednji šoli tudi v Želimljem, recimo, ko sem bil najprej, smo bili prijatelji v prvem letniku, sem bil jaz tisti, ko sem pol v drugem padel. Ampak dobro. In sem zgubljal, in nisem nikoli imel res tako. In sem velikrat molil, tako se spomnim skozi leta, sem velikrat molil za eno take moško družbo, prijatelje in tako, in ki bi bili pa tudi v Bogu. To mi je bilo ful pomembno. Saj imam tudi drugače prijatelje, pa tako, ampak en drug nivo prijateljstva se izoblikuje, ko si ti hkrati na isti poti rasti in tudi konkretno duhovne rasti. Neka globina in to res moški rabimo, da vidimo, da je nekdo z nami, z ramo v brami v tem boju, da nisi sam. Samo tako nam lahko v bistvu uspe. No pa da si v boju, da si na poti, da nisi samo hanging out, v tem smislu, da se ne samo zabavamo skupaj, ampak da dejansko tudi rastemo.
Ful dobro. A imaš ti mogoče kakšno tako konkretno, mislim, zdaj ni treba biti preveč specifičen, ampak tako kakšno stvar, ki se ti zdi, da te je Exodus 90, ne vem, da bi jo izpostavil kot nekaj, kjer si bil osvobojen ali pa kjer ti je res pomagal? No? Ja, Exodus 90 je fajn, ker pred samim programom je pomembna ta priprava. Da ugotoviš, kaj je tvoj razlog, kaj je tvoj zakaj se greš zakaj se greš Exodus, da ne delaš tako neki spotoma. Jaz sem si zadal, da bova živela čisto do poroke s tem Karlom. Sem to vzel tudi kot pripravo na zakon, da bo zakon res blagoslov, da ga bova vredno sprejela. Ja. In je šlo kar dobro. Včasih gor, včasih dol, ampak se je obrestvali in se mi zdi, da je bil poročni dan zaradi priprave v obliki Exodus 90. Veliko bolj doživeti, veliko bolj svet trenutek, kakor sicer. Odlično. Močno. Dajmo zdaj res morda iti na to, kaj pa Exodus 90 je. Boštjan, daj ti malo razložiti te tehnične parametre Exodusa 90. Se pravi, tako kot je Karlo rekel, traja 3 mesece, 90 dni. Zdaj, kaj točno traja? Kako se to dogaja? Ja, program temelji na 3 stebrih. Molitev, askeze pa bratstvo. Molitev. Vsak dan dobiš odlomek iz 2. Mojzesove knjige, Exodus, in pa premišljevanje na to temo. In v bistvu greš skupaj z Izraelci na pot svobode. In tako, kot je že Karlo rekel, dogodki v tvojem življenju, na tvoji poti Exodus, se upadajo z Izraelci. Ko se Izraelci začnejo pritoževati pismo, si ti na tem, da se začneš pritoževati. Zelo zanimivo, kako je zgodba Izraelcev naša zgodba, kako gremo skupaj z njimi na to in kako v bistvu Bog deluje preko te Božje besede na tvoje življenje, te usmerja proti obljubljeni deželi. Drugi steber so askeze, torej odpovedi užitkom. To, da se res ne oziraš več na materialne stvari, na stvari tega sveta, in te odreže od vsega. Ne odreže te samo od sladkarij. Ja, jaz sem imel to težavo, veliko sladkarij sem jedel. In potem rečeš, nimam sladkarij, nač bom malo več računalniških igric igral. Pismo, tudi tega ne smem. Bom začel gledati serije, pismo, tudi to ne. In ugotoviš, da te odreže od vsega. Še od alkohola. In kad te odreže od vsega, od vseh teh užitkov tega sveta, se lahko res usmeriš proti Bogu. In tretji steber, tudi oziroma ključen steber je bratstvo. Exodusa se ne moreš iti sam, pretežka vaja, že tako je pretežka vaja in rabiš Božjo milost, obenem pa moža, ki je ob tebi. In najbolj vsak dan se slišiš Isidrom, torej mož, ki te bo vsak dan poklical, ti njega, se spodbujal, si priznal, kje si šibek, moliš en za drugega. In pa celotna bratovščina, torej od 4 do 8. Koliko je največ lahko? 8? To je že malo veliko, ne? 8 je že veliko, Tam od 5 do 7 je priporočljivo, Tedenska srečanja, podeljuješ svoje razmišljanja, kje na poti si, se spodbujaš, moliš za drugega. Tako da te 3 stebri, molitev, askeze pa bratstvo. Tako, to je Exodus 90. Odlično. Karlo, kje je tebe ta Exodus, se pravi, smo ugotovili, kje te je našel? Kaj pa potem, ko si šel noter v to zgodbo z bratovščino, kako se ti je dogajalo, kaj si čutil? Ja, jaz sem, tako sem že rekel, sem se odločil, da grem na globoko s tem, da počistim svojo gnilobo. In sem bil pripravljen na to. Nisem pa vedel, kaj me čaka. Dobro, Pač nekako si pripravljen, ampak pripravljen si, koliko veš, da si... Koliko si približno predstavljaš. Tako, po svoje domišlji spoznanja. In moram priznati, da prvo srečanje, ko je bilo, Aleša sem poznal, Čerina, ostali smo bili pa tujci, No, mislim, da 2 sta se že poznala, ali 3 med sabo, potem, ko je bilo potrebno sidro določiti, sem rekel, Aleša že poznam,
njega najrajš ne bi, ne. Veš, da imaš tujca, ne, da kakšen manjšega pa to mogoče. Ampak jaz sem obračal, Bog je pa obrnil in dobim Aleša, ne. Ampak po enim tednom, 2 tednih, ne, sem spoznal, da je točno on bil zame določen. In on je bil zame dejansko edina rešitev preko Exodusa, z njegovimi besedami, z njegovimi mislimi, z njegovim prijemom, odločen, direkten, jaz rabim to. Jaz sem človek, ki rabim realno sliko, ne. In to mi Aleš takoj zmeraj vedno na spoštljiv, na ponižen in na direktni način povedal, kako treba, kaj je dec, ne. Super. In je pa res, da v bistvu vstop v Exodus, ne, je pogoj, da opraviš spoved, najprej svoj zakaj. Napišeš, ne, svoj zakaj, potem ta zakaj poveš ženi, greš spoved in poveš sobratom v Exodusu. Ne. In seveda, ker sem jaz šel temeljno, z veliko ranjenostjo, s svojimi hibami v to, moram priznati, da najlažje mi je bilo povedati mogoče bratom, ne, sobratom, ki jih nisem poznal, ne, veliko ne. Po ženi mi je bilo, moram reči, smo imeli kar pogovor in da sem se ji odprl, zakaj sploh grem to, ne. Pa duhovniku, ki smo že v bistvu nekako na prijateljski ravni, osebni tudi prijatelji, moram reči, da ko sem šel k spovedi, mi je kar impuls naraščal. Ampak sem rekel ne, ponižal se bom, odprl se bom najbližjim ljudem, kar zame ni enostavno, ne, reči, sem šibek, ne. Ampak to je osnovni pogoj bil zame. Da se ponižaš, da rečeš, tukaj sem, tako, tukaj sem, tak sem, nič ne pričakuješ lahko odpor, lahko ženo zamer, kaj bilo kaj ne, ampak moram reči, da vsi so sprejeli mojo odločitev kot, bi rekel, nekaj zelo pogumnega, zelo pohvalnega v bistvu, ker so tudi vsi v tem, ne, vpeti v odpuščanje, v duhovnost in to, ne. Tako da, ta stopnica je bila zame kar, bi rekel, stresna, ne, mislim, ker, in ko sem to dočes, sem rekel, nič lažjega, ne. Ja. Potem pa, to, kar je Boštjan rekel, ne, spet, ne, ja, to ne smeš, tle si omejen. In potem ugotoviš, da imaš dejansko ogromno časa zaradi te balasti, ki jo vsakodnevno imaš, da lahko meditiraš, da si v pogovoru s sobrati, da moliš 1 uro na dan. In dejansko po enem mesecu spoznavaš neke milosti, ki kar nekaj se odvijajo neke milosti. Ne? Sploh ne veš, kam bi to dal, za komu bi to pripisoval. Ne? In to je tako neopazno, ko voda pride počasi lepo, pa zalije eno dolinico. Ne? In je pa res, da kar se tiče eskez, ne, ja, ena od teh je ta mrzel tuš, ne, ko si je omenil, se ga ne navadiš, ne. Ga sprejmeš, pogumno, jaz sem bil pač 100% v tem, ampak ga ne sprejmeš, da bi rekel, zdaj pa to čisto komot, ne. Jaz ga nisem mogel, jaz sem se vsakič zavedal, sploh pa če je pralni stroj prav, ne, si videl, da je so toplo, hladno vodo iz cevi, ki ni tako hladna, ne, pod črpo in je bilo res 8 stopinj voda, ne. Potem, si je zmeral. Ja, nisem rado meriti. Ko si rdeč, ko prideš po tuša, veš, da je bilo mrzlo, ne. Lačen sem bil 1 mesec non-stop, ne. Ker ni hrane med obroki, ne? Tako, misliš, da si ti malo poješ hrane. Jaz pojem ogromno hrane, še med obroki sem pogruntal. In moram reči, da sem bil 1 mesec lačen, non-stop. Po kosilu sem bil lačen. Malo psihološko, pa malo fizično. Sladkarini, alkoholani, mislim, res moram reči, da te dobro perejo tam. Res. Ja, in v resnici deci danes to rabimo, zato ker se valjamo v vseh možnih ugodjih, užitkih, ki nas pacifirajo, ne? V angleščini rečejo tudi pacifier, ne? Se pravi, je nekaj tacga, kar te res
naredi otopelega, ne? In te naredi, da zgubiš neke svoje naravne moške čute, ki jih imamo, ne? In ki v bistvu te kličejo v ta boj, ki si ga ti Boštjan omenil, ne? Se pravi, zakaj se boriš? Ja, za nič, ker se mi nič ni treba, ker imamo vse, mi je kriti prinešeno, po domače povedano, ne? Ja. Ker pač pržgem 150krat na dan mobitel, ne? In pač možgani so itak čist out, ne? Ker ne vem, pač ko pridem domov, televizija, papir, ne? V tem smislu, ne? In s tem, ne, da recimo osmislimo, zakaj prdižu tako zagovarjamo Exodus ali pa zakaj nam je fajn, ker smo pač to doživeli, ker vidimo, da moški moramo svojo moško vlogo dvigniti, no? Da moramo dejansko bolj stopiti na sceno kot moški, zato da bi lahko lažje, bolj kompetentno in konec koncev bolje gradili te svoje odnose primarne tudi v družini z ženo, z otroki in tako naprej. Ne? Tukaj se mi zdi, da je ena taka bistvena osvoboditev za nas. Ne? Ja. Kako se je recimo na vajnem odnosu s Tinkaro ta Exodus poznal? Je bil pozitiven samo ali tudi kaj malo negativno? Ja, zanimivo je potem vprašati ženo, kako ti vidiš mene zdaj po Exodusu. Sam vidiš neke spremembe, sam vidiš. Ampak jaz sem mislil, ne vem, nič se nekaj spremenim. Pa vprašam Tinkaro, kako ti vidiš? Ja, veliko bolj si miren. Naprimer, čez dan si bil živčen, pol si šel na molitev, pa si zelo miren prišel nazaj. In res neko mirnost sem jaz dobil preko Exodusa. In razni konflikti, ki so jih imela, ki so jih usklajevala pred poroko, so bili veliko bolj premišljeni, zato ker imaš 20 minut časa na dan, da se z Bogom pogovarjaš. Bog ti pa da to milost, da umiriš svoje srce, da ti pove, kaj je prav, da nisi ti tist, ki se odločaš, pa zasedeš, pa narediš napačno odločitev, ampak ti Bog pokaže smer, kako hoditi. Če ti ne pokaže glih, te pa vsaj umiri, da si pripravljen malo bolj slišati, bližnjega slišati, ženo slišati, bližnjega. Super. To je zanimivo vprašati na drugi strani žene, kaj one opažajo, kakšne blagoslove. In Exodus v bistvu sprašuje se, kaj pa za žene, ampak ste tudi za nas kaj pripravili. In Exodus da odgovor, žene, darilo za vas je dober mož. Ja. In mi želimo pripraviti može, da bodo potem pravi očetje, možje v vaših kompetentni deci za žene, a ne? Tako. Točno tako, res, ja. Tukaj ima ta stvar zelo smisel. Zdaj, Boštjan, vidva sta frišna, ne? Mladoporočenca, Karlo, vidva s Katarino že imata neke kilometrine, ne? Kaj je pa tvoja žena, kaj je rekla na to temo? Ja, v bistvu jaz sem šel v Exodus bolj iz razloga zaradi osebne rasti. Ne? Pač, ker sem videl, da mi to vpliva na zakon tudi. Ne? Ja. In dejansko prvi mesec, to, kar me Aleš tudi opozarjal, sem malo ratov, bi rekel, to sem pa zdaj jaz, ne? Zdaj pa jaz se nekaj grem. Ne? Ja, ja. In me je zaneslo, v bistvu sem se odbil mogoče prehitro. Mal ego tripa. Tako je. Moj ego je zelo močen, lahko vprašate ženo. Ne? In v bistvu to, kar si ti omenil, je povratna informacija meni edino merilo od drugih ljudi. Ne? Od žene, prijateljev, ker jaz sem zelo znam biti nesramen v družbi, v bistvu nesramen, da se hecam, narekovaju ali žalim ljudi okrog sebe na tak način prefinjen, to sem umetnik, da sebe izpostavim kot Jack, ne, to si hec, ne, ampak nekoga moraš pa tlačiti, ne, da tvoj ego je pohvaljen. Ne. In seveda, ker so drugi tudi šibki okrog tebe, namesto da bi se postavili na stran tega, ki je bil potlačen, z mojimi besedami se postavijo in me hvalijo, so hvalili mene. In to sem v službi v takem krogu, sem hitro bil dominanten in en sodelavec, sicer sva zelo tesno povezana, z globokimi pogovori in to v bistvu je 10 let mlajši od mene, 15, ne, in nekako iskal, bi rekel, nehote mentorstvo meni v zakonu, ker se je glih takrat poročil in neke smernice, pač tipo je iskal mene. In jaz sem je pa tako, bi rekel, čustven človek, ne? Jaz sem to izkoriščal zelo nesramno. Ne? In sem rekel, če bo ta moj sodelavec, prijatelj v nekem smislu, ne?
mene pohvalil, da sem se popravil boljši, da sem potem je Exodus ratal. Ne. In ko sem jaz stopil v Exodus, jaz to reklamo takoj naredim, jaz sem tle, jaz hodim tam, jaz hodim k Maši, jaz to takoj povem in seveda to so vsi vedeli v pisanju, da sem jaz zdaj v Exodusu, da to se jaz zdaj neki grem. Ne. Celo, ne vem, 3 knjige sem prebral za čas Exodusa, ker nikdar ne berem knjig, ne, ker nisi na mobitelu. Super. In je rekel sodelavec, ti si naš nikoli popravil. Ti sigurno ne boš, ti si tak žlehten v narekovaju, da se je rekel dobro, ne. In potem v začetka, seveda, ti se spreminjaš počasi, ne, v začetka v bistvu so velike spremembe na hitro, ne, pol pa počasi vse manjše spremembe do višjega cilja prihaja, ne. In po enem mesecu pravi on, najprej vmes rekel, kaj se ti nekaj afnaš, ne, kar nekaj sem bil prijazen do njega, spoštljiv, ne, to čez noč rataš, ne, se probaš zadržati. In sem bil, da se nekaj afnam, pa da sem zdaj nekaj osladen, pa zdaj, mislim, kontraefekt, pričeš teh, logično, prej si ga 2 dni nazaj si ga tunkal, zezal, ne. In po enem mesecu je potem rekel, ti, Karlo, ta Exodus pa res dela, ne. Hudo. In sem rekel, pa res nekaj je, ne. Pri Katarini je bilo pa na ta način... Ona je pa pričakovala verjetno, ne vem, takoj spremembo, ne. Je bila pa pač v odnosu se je počasi to odvijala sprememba. Jaz sem sicer se spremenil sam v sebi, mogoče, ne, ker sem si želel spremembe. V odnosu se je pa to mogoče pozneje poznalo, ne. In seveda, ogromno pač jaz... Ker je intimnejši odnos in je teže, ne, to... Ti v službi par ur že si malo bolj prijazen, ampak ono pristno se vidi pa doma, ne? Tako spontano, da je to spontano, da reagiraš prijazno, sem pa rabo dlje časa priznam, ne? Ja, seveda. In tudi jaz sem v 3 izmenah delam v službi, ne? In potem so se naši časi malo križali s Katarino in potem še ta molitev, pa seveda, da prebereš, potem sem na mobitelu bral aplikacijo, ne? Pač kaj imaš, ali imaš računalnik na razpolago, pač in porekla se, ti si itak non-stop na mobitelu, ti si še več na mobitelu. In pač malo se, ta trenja je to, ker ste nas opozorili, da zna biti v bistvu zavestna možemo odsotnost, ne, ta ritual, ne, odsotnosti, ne, in so pa mi v takih urah, pač sem si jaz zadal, hote ali ne hote, da ko sva mi dobra zmeraj skupaj, ne. Z večernje ure, otroci so šli spat, se nekaj umiril večer, jaz sem šel pa brat, ker prej čez dan nisem nekako uspel, ne, in si takoj uro pa pol si lahko odsoten zaradi tega, ne. Najprej molitev, branje, meditacija, ne, tišini 20 minut, ne, in to zajame kar, zame nekaj časa zajelo, ne, in tako da se je pa potem s časoma se pa generalno začneš spreminjati in tudi odnos počasi, ne. Kregi, ko pridejo, niso več, bi rekel, tako oštri, prej se pomirijo, z drugačnim tonom se odzivajo, ne. V bistvu na nek bolj spoštljiv način, ne. Ker nesoglasje so pač pri naju, so še zmeraj nesoglasje. Normalno. Vidno smo karakterno tako različno, da verjetno so zato skupaj in zato smo težko skupaj. No, ampak... Ker smo čisto različni, ampak imava pa cilje enake in interese enake in to naju, bi rekel, nekako skup drži in se bogativa in ta Exodus... S to različnostjo. S to različnostjo, tako. In ta Exodus je pa naredil to, kar si ti rekel, neko vrste umirjenost, drugačen pristop do odnosa, no. Globje, z moje strani, no. Ja. Tudi jaz recimo vidim, ni šlo kar takoj na boljš, ne, kar se odnosa tiče, ne, je bilo kar neki tren na novo, ne, ki jih prej morda glih zaradi te zaspanosti ni bilo. Marsikaj vidim, da tudi prej si jaz nisem niti dovolil priznati sam sebi, da me kaj moti, ne, ali v odnosu, ali pa pač širše v odnosih, ali pa v mojem življenju, ne. In mi je Exodus počas odstiral šele
plasti, bom rekel, ne, teh ranjenosti in težav in tega. Ne. Tako se mi zdi, da res Bog tudi daje, tako ful si dobro primerjavo prej uporabo te vode, ki počasi zalije eno dolino, tako neopazno počasi, ampak tako, da ti lahko hendlaš sploh. Ne. Bog te vzame v poštev, tvoj način življenja, tvoja osebnost, tvoj način delovanja in ti on daje pač tempo, ki ga ti zmoreš, ne, se mi zdi, ne. Pa tudi, ki ga vložiš, se pravi intenzivnost, koliko si pripravljen vlagati v zadevo. Ne? Tako da ja, no, se mi zdi, da pri meni se je v tej prvi 90-ki marsikaj začelo spreminjati, je pa res, da ta pot Exodusa, hvala Bogu, v resnici v 90-ih dneh se oblikujejo neke nove navade, ne, kot pravijo študije, ampak to traja, ne, Boštjan, koliko časa traja? Ja, če želiš, če skupina želi iti naprej, ne, ima možnost. Tako. Zanimivo je to, te stebri askeze, molitve pa bratstva niso na novo odkriti. To je v bistvu način življenja, ki bi ga mogel živeti vsak kristjan. Tako da, kot je Exodus to prinese, je treba to živeti, ohranjati to svobodo. Pri Exodusu so pripravljene vsebine, tudi za dan po tem 90 dneh biblične serije, ki so ponujene bratstvu, da gre naprej v formacijo. Najprej je formacija človeka kot človek, to, da opravljam svoje dolžnosti, ki jih imam. Potem je formacija na molitvenem področju, da se res povežem z Bogom, da je moja molitev iskrena, da ne črpam iz sebe, ampak da začnem črpati iz Boga. Potem je intelektualna formacija, da veš, kaj cerkev uči. Tudi nauk cerkve predelaš, ne, skozi, se pravi, različne teme, no, kot so pač čist logika in te stvari, ki jih je v bistvu že zdavno sveti Tomaž Akvinski in Avguštin in drugi cerkveni očetje, ki so. V bistvu se precej sprehodiš skozi cerkveno zgodovino, ne, v kasnejših teh vajah. Zadnja formacija je pa formacija oznanjanja, biti apostol. Tako, nekako 3 leta traja ta program. Potem so pa še razni drugi programi, ki pomagajo možem prepoznati oziroma ostati v stiku s temi 3 stebri, ki so v bistvu stebri krščanskega življenja. 90 dni ti pomaga, da se spucaš, pol pa, kaj boš pa zdaj naredil. Točno. In mogoče kdo sploh ne ve, da je zasvojen s kakšno stvarjo ali pa navezan na kakšno stvar. Ko se pa odrežeš za 90 dni, vidiš, tlele imam pa tudi probleme. Ja. In fajn je po Exodusu, in že sam Exodus te pripravi na to, kako boš ta 91. dan, na kaj si bil navezan, k čemu se res nočeš vrniti. In jaz sem si naredil seznam, tole pa v življenju res črtam, ker vidim, da nisem zmožen s tem živeti v neki meji. In je treba... Lahko kaj konkretno omeniš, kjer je stvar taka? Ja, jaz sem videl, da neka navezanost na računalniški igrice. Čim začnem, grem na polno in gre ogromno časa. In vidim, da nimam te zdrave mere, da bi rekel, tole je pa dovolj. In vidim, da je boljše reči ne in odrezati, ne vem, roko, oko iztakniti, tako kar Sveto pismo uči, kakor pa se igrati s tem, ne, igrati se z ognjem. Tako in biti pogubljen potem. Rajše rečeš ne temu in si svoboden, imaš čas za bližnje, imaš čas za družino. Super. Imaš mogoče kakšen podatek, koliko moških v Sloveniji je že šlo skozi Exodus? Približno? Ja, ne, žal nimam. Nekaj 100, ali kaj? Nekaj čez 100. Ali pa še več. Mislim, nekaj 100. Ne? Ja, ugibava. Torej, ja, zdaj ta datum, ki se začne v začetku leta in pomeni 90 dni priprave pred Veliko nočjo, je kdaj, Boštjan? Letos, leta 2022, bo to 17. januar. 17. januar je dan 1. Za vse može, ki so še na tistem, a bi ali ne bi, a imam brate ali ne, kako dobiti brate, bomo tudi naredili eno srečanje. Tisti, ki bodo lahko v živo, povabljeni v živo, bomo pa tudi verjetno naredili virtualno opcijo. Tam, teden po novem letu, bomo organizirali eno srečanje takih slovenskih mož, da se zberemo, da skupaj zmolimo, da se formulirajo
bratstva nova, da potem 17. januarja da se štarta. Na to pot. Kje dobiš informacije na to temo? Informacije bodo objavljene na Facebook strani od Exodus 90 Slovenija. To je prav tako, izpišeš v Facebook Exodus 90 Slovenija. Tako, in tam bomo objavljali vse informacije. Dobro. V samem času Exodusa, pa ker se odklopimo od Facebooka, bomo pošiljali tudi na mailing listo. To bomo pa tudi še objavljali na Facebook strani, da se vključite v to mailing listo. Karlo, ti si kje zdaj pri Exodusu? Naša skupina je šla nekako naprej, ampak smo potem kar čez poletje prekinili za 1-2 meseca in potem smo kolebali kak naprej, tako da se dobivamo v 100% številu, tako 6 nas je. Zdaj smo ta božični adventni čas smo šli skozi, mislim, smo zdaj v tem, smo se vzeli 2 sta omenila, da bi rada šla skozi to. Pa smo se vsi nekako priključili, zdaj kuk res nismo, ne vem, ampak moram reči pa, da to bratstvo, mi smo res vseh vetrov, in hvala Bogu v bistvu za korono, v narekovajih, da smo preko Zooma to se izvajali in dejansko smo se iz cele Slovenije nekako povezali in res nekako ne moramo nehati se dobivati. In so srečanja res zanimiva in globoka, mogoče zdaj še globlja kot v Exodusu, ker v Exodusu smo se cel svet navezovali nekako na tematiko in smo zmerom nekako sporedno s tematiko na to temo smo se pogovarjali, zdaj smo pa dejansko dali, rekel, izpit za avto smo naredili, zdaj pa lahko vozimo po cesti. In zdaj pa res se odpiramo na globoko, ranjenosti, težave, veselje, tako da moram reči zelo, zelo bogata srečanja. Vsakeč se dogovorimo, bomo na hitro, pol ure, 2 kroga na hitro, naredimo vsak res par minut, pod uro pa pol še nismo, do 2 ure nismo. To ste prave klepetulje. Mislim, klepetulje. Kica se. Večinoma... Veliko stvari se treba kaj 2-3 se držimo, ker pač nisi doživel, 2 sta pa doživela neko stisko v tednu in enostavno... Ste tam drug za drugega. Tako. In ta molitev drug za drugega, to se mi vidi zelo... Ko veš, da nekdo moli zate, že v samem Exodusu. Res. In ko ti moliš za nekoga, in ko moliš za nekoga, veš, da nekdo misli na te, da nekdo... Posebno pa, da je možakar, to, ko si ti prej omenil, da se lahko odpreš, da ne boš zaničevan, da boš sprejet, da te sliši nekdo, ne samo posluša, da te sliši. To je zame bilo v bistvu ključni cilj in blagodejnost za mojo dušo. To res moški ravno. In tega se jaz še dan danes ne dovolim oskruniti in moram reči, da bo skoraj 1 leto. Jaz sem, hvala Bogu, 100% ozdravljen. S tem namenom, kaj sem šel v Exodus. Aleluja. Tako da, zame se zgodil mali čudež, bi rekel, neke vrste. Ker ničesa, kar se ti sam ne moreš losati, pa vidiš, da ti Bog da milost preko skupine z ponižnostjo, s ponižnim pristopom, je to zame res fenomenalno. Odlično. Tako da, Exodus, zakon. To ti ostaja, torej, za skos, ne? Jaz mislim, da sem ozdravljen za skos. Hvala Bogu. Pa tudi se mi zdi, da boš daj še kakšno skupino vodo, ne? Ja, upam. Gotovo, ne? Tako se mi zdi, mi smo, z našo skupino smo tako naredili, da smo šli čez ta 3-letni program, pa smo vmes kar prekinjali možakari, pa smo rekli, zdaj čez 90, ko peljemo nove skupine česa, ne? In je bilo super, ampak zdaj za letošnje leto smo si pa kar zadali, da želimo končati ta 3-letni proces. Ne. Meni je tukaj zelo všeč, ker vendarle je odzadje ena pot učenčevstva. Predižu radi govorimo o tem učenčevstvu, se pravi nekem procesu biti Jezusov učenec, se pravi, da imaš neko namensko postopno pot rasti do mere polnosti v Kristusu, kot pravi Pavel. Se pravi, da se nekje pripelješ do nekega osnovne krščanske zrelosti v resnici. Ne? In v današnjem času, če kristjani ne bomo na tak način utemeljeni, nas bo
metalo sem in tja čist preveč, ne? Tako vidim. No? Še nekaj smo morda malo pozabili omeniti, pa je zelo pomembno. Ne? Doslej je bil Exodus v angleščini, ne? In je bilo to marsikomu pri nas v Sloveniji ovira, da bi se ga lotil, ker pač dejansko je dokaj zahteven jezik v angleščini bil. Ne? Zdaj smo pa, bi rekel, preko različnih organizacij, ne? Boštjan, nekako pod tvojim vodstvom ali pa pod tvojim sodelovanjem ali pa vodenjem tega sodelovanja smo res prišli do tega, da imamo Exodus 90 preveden v slovenščino. Povej, kaj se tukaj dogaja. Pa mnogih donatorjev v resnici. Seveda. Ja, najprej gre velika zahvala donatorjem in potem vsem sodelujočim organizacijam od Diža, Inštituta Integrum, Katoliške mladine, Zavoda Iskreni, da smo šli v ta projekt. Vsi smo imeli izkušnjo Exodusa in smo rekli, Slovenija to potrebuje. Američane smo kar peglali, ne? Kar pogosto mogli prepričati, da Slovenija to res rabi, majhna država. So rekli, če bo Duh dal, bo preveden. In smo šli pol v zbiranje donacij, prevod in zdaj Exodus 90 je preveden. Je treba še kakšne popravke narediti. Ampak na voljo bo v slovenščini, na voljo bo slovenskim možem in najverjetneje verjamem, da če bo že spet Božja volja, bodo tudi te skupine, ki bodo šle v Exodus 90, da jim bo po 90 dneh na voljo tudi slovensko besedilo bibličnih serij. Za naprej, Tako za naprej, da bodo lahko potem v 3 letih te može, ki se danes odločijo za Exodus, bodo lahko do konca v slovenščini. Je plan, bomo prevajali vsebine, najprej biblične serije, potem pa še naprej. Tako da res ena velika zahvala vsem, ki se boste udeležili Exodusa. In kljub temu, da je plačljiv program, je to ena potem naložba za naprej. Torej, ta denar se porabi naprej za prevajanje novih vsebin, za pripravo novih vsebin. Daj povej, koliko to stane, ker dejansko tam imaš možnost plačila letnega, ne? Kar je, mislim, da 90 € ali kako nekako. Ampak mesečno, če pa greš samo čez 90, ko pa ni treba ti 90 € dati, ampak dejansko mesečno 8 € ali kako že stane za te 3 mesece. Ne? To je ameriški program, tako da $10. Tako, $10 mesečno je. Ne? Kar je nekako 8 €. Torej v 3 mesecih daš 25 €. To že na čokoladi prešparaš, ne? Tako. Ali pa na piru, ne? To v bistvu je zelo dobra investicija. Zelo minimalna investicija za to, kar nudi, ne? Dejansko res, Fino, hvala. Imate morda še kakšno zaključno spodbudo, ki bi jo rada dala potencialnim možem ali pa ženam, ki bi rade spodbujale svoje može? Kaj je v to smer? Meni se zdi zelo vredo, kar je tudi Fiat za ženske, da je to dobro, da je to sporedno. Da mogoče bi šla žena v Fiat, mož v Exodus, ni pa nujno. Ni pa nujno, Seveda ni nujno. Kar se tiče Exodusa, zame moram priznati, da je vrhunsko. Globoko. Če zajadraš, če se prepustiš, če si dovoliš biti ponižen in sprejemati, je to, bi rekel, zelo, zelo prava pot za enega možakarja. Jaz bi vsakemu svetoval, da gre za tem, ker se osvobodiš tega sveta dobesedno in si lahko v tišini povezan z duhom, z Gospodom in šele takrat se slišiš. Super. Hvala, Karlo. Hvala tudi za tvojo iskrenost, za to, da imaš ta pogum, da tako poveš stvari odkrito, ker se mi zdi, da moški radi igramo. In ti si se tega očitno znebil in hvala ti res. Hvala za povabilo, jaz sem se z veseljem odzval. Prav vesel sem, da sem lahko tukaj. Tudi jaz, zelo. Super. Boštjan? Jaz vabim vse, da pogledate na svoje življenje, da razmislite, a
sem svoboden ali nisem svoboden. Mogoče isto vprašanje, kakor ga je meni dekle postavlja, zakaj se pa ti boriš? Dajte najdete odgovor. In če je načrt, ki vam ga Bog polaga, Exodus 90, pejte po tej poti, pa pejte proti svobodi. Ker Bog želi to, da smo moški za druge, moški za ženo, moški za cerkev, da naredimo nekaj svojega življenja. Da smo svobodni v tem, ja. Hvala, res. Tudi jaz iz svoje izkušnje lahko podobno povem, ne? Da se splača, da se da. Mene je takrat Aleš tudi z danes na jutr povabil v to, pa je vseeno sem res hvaležen za vedno, no? Da se je to zgodilo in da sem šel na to pot. Ni čisto enostavna, ampak za to pa je vredna, ne? Tako da dejansko možje lepo povabljeni res na pot Exodus 90. Če imate željo, lahko dejansko kdorkoli začne novo skupino, jo lahko vodi, ne? Se pravi, se prijavite, postanete voditelji skupine, naberete možakarje okrog sebe, ali je to iz zakonske skupine ali kakorkoli, iz svojega kroga prijateljev, iz župnije. Vabljeni pa tudi, da res še naprej gledate te naše oddaje, Odnosi so zakon, da se prijavite na kanal Družina in življenje, če to gledate preko YouTubea, da pritisnete tisti zvonček, da se bomo vedno lahko videli, ko bomo kaj novega objavili in da res skupaj stopamo po tej poti rasti z Bogom in drug z drugim in da postajamo v tem vedno bolj svobodni. Hvala lepa, nasvidenje.